Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Tole je tretja zgodba iz serije zgodb z naslovom Nevidnost hendikepa. Tokratna ideja je etičnost in smisel življenja. Nekdo poskuša narediti samomor, vendar preživi. Oglasi se pri meni z željo po dobrih pogovorih. Pogovarjati se želi o smislu življenja, o tem, zakaj človeku pride na misel, da bi storil samomor, kako živeti po poskusu samomora, ki ga človek preživi, zakaj izbirati med življenjem in smrtjo tako, da človek izbere življenje. V čem je torej smisel vsega tega? Pristanem na pogovarjanje. Najprej pa seveda, kot vedno, dobra knjiga. V renesansi se odnos do človeka, do njegovega telesa bistveno spremeni. Telo ni več grešno, pomembne postanejo nove ideje. To so ideje lepega, ideje resnice in modrosti. Morda je ena ključnih novih idej renesanse vizija, ideja vizije, ideja o tem, kakšne vizije naj bi imel človek v svojem življenju, dokler ima še čas. Kasneje živita dva človeka, ki bi ju izpostavil in postavil v središče tokratne pripovedi o smislu življenja in viziji oziroma etičnosti. Prvi je veliki nemški filozof Immanuel Kant, ki je bil osupel, bil je presenečen, da lahko človeško bitje misli nekaj takega, kot je kategorični imperativ, da lahko misli, da je smisel življenja globoko povezan z zahtevo, pred katero se lahko znajde človeško bitje. In 100 let pozneje je Sigmund Freud nadaljeval Kantovo delo in pokazal na nekaj še bolj osupljivega. Namreč, da obstaja možnost, da se človek odloči za določeno vizijo v življenju, ne glede na to, kaj si o tem mislijo drugi ljudje, da lahko vztraja pri taki viziji in da ima njegovo vztrajanje nenavadne, čudne posledice, ki pa nas kljub vsemu na nek poseben način zavezujejo in vedno znova osupnejo. Zgodbo o samomoru, o tem, zakaj se odločati za življenje, nadaljujem z dvema drugima zgodbama, ki sta me pritegnili v zadnjem času. Prva je filmska zgodba z naslovom V svetu igrač, 4. del. Spremljamo igračke, ki raziskujejo svet, odkrivajo, kako
velik je, kako bistveno večji je od sobe, na katero so navajeni, in izjemnost tega risanega filma je, da se glavni junaki pogosto znajdejo na križiščih, kjer se morajo odločati, kjer se morajo pravilno odločati v imenu ljubezni in prijateljstva. In film je v resnici serija takih pravilnih odločitev, ki nas navdušuje. Druga zgodba je izjemni, skoraj neverjetni film, narejen po resnični zgodbi. Prav zaradi tega je morda še toliko bolj neverjeten, ki ga je režiral Terence Malick. Njegov naslov je Skrito življenje. V filmu spremljamo glavnega junaka, ki se sredi druge svetovne vojne odloči, da se ne bo odzval pozivu, da odide v vojno. Vse skupaj se dogaja v Avstriji. Franz, tako je glavnemu junaku ime, je trdno odločen, da se ne bo priklonil Hitlerju, da se mu ne bo zaobljubil in da kratko malo ne bo vstopil v vojno. Seveda ga zaprejo, postavijo pred vojaško sodišče in na koncu obsodijo na smrt ter usmrtijo. Zdi se nepravično, da vztraja pri svoji odločitvi, pusti za seboj 3 otroke, 3 deklice, ki ne bodo nikoli več videle svojega očeta, pusti mlado ženo, ki ne bo nikoli več videla svojega moža, svojega življenjskega sopotnika, pa vendar na koncu ostane občutek, da se je odločil skladno z neko idejo, glede katere v življenju velikokrat raje popustimo in ne upamo vztrajati do konca, da bi ohranili življenje, udobje, v katerem morda živimo, in vse drugo, kar napolnjuje naše življenja. Pa vendar je treba reči še tole. Renesančna ideja o viziji v življenju je tudi ideja, da je človek bitje potencialov, ki jih lahko raziskuje in izkoristi, kot rečeno, dokler je še čas. In za konec vprašanje, ali ni nekaj posebnega starodavna ideja, h kateri se vračamo vedno znova, ko je renesančni slikar Gianfrancesco de Maineri konec 15. stoletja naslikal Jezusa Kristusa, ki nese križ na kraj, kjer bo umrl, mu pride na misel tale ideja, ki jo zlahka prepoznamo. Ljudje okoli Kristusa v glavnem niso navdušeni nad njegovim vztrajanjem, nad idejo, ki jo zastopa, ampak so vznemirjeni, nekateri so besni, so jezni, zlasti pa ne razumejo, zakaj Jezus vztraja. Ampak čisto na koncu
ko se Jezus ranjen, pretepen in mučen vrne kot podoba, kot ideja, kot Sveti Duh, kot na tej sliki, za katerega skrbi angel. Ali ni v nas ponovno globoko vprašanje, kaj smo storili s svojimi potenciali v življenju, dokler je bil še čas? Oziroma, ali ni zadnje ultimativno vprašanje, s katerim se velja srečati vedno znova, kaj si storil v življenju s potenciali, ki so ti bili na voljo? Nadaljevanje sledi.